Mislim, da je težava tudi v tem, da se ljudje ne zavedamo, da je prav strah, tisti strah pred grozo, pred groznimi stvarmi, zelo pogosto vstopna točka za hudega duha. In s tem strašenjem, s temi demoni, čarovnicami, s temi negativnimi podobami, pa tudi ljudje, ki gledajo grozljivke, so marsikdaj izpostavljeni prav preko tega delovanja hudega duha, ker vemo, da hudi duh izkorišča rane oziroma točke, a ne, v naši osebnosti. In strah je ena izmed vstopnih točk oziroma strašljivi dogodki, ki smo jih doživeli, ali pa travme, ki smo jih doživeli, posebej travma in otroci, ko so majhni, še nimajo teh filtrov in so zelo traumatizirani ob negativnih podobah, recimo ko gledajo tudi parklje, recimo okrog Miklavža, če so zdaj samo parklji, pa ni Miklavža, še po posebej, so to lahko travme, preko katerih potem hudi duh dobi eno določeno kontrolo ali pa nadzor ali pa vpliv nad otrokom, potem pa kasneje tudi nad odraslim človekom, ki se tega več mogoče ne zaveda zavestno, ampak nekje na podzavestni ravni to deluje in lahko marsikakšno negativno kasnejšo izkušnjo človek zaradi tega doživi oziroma ga hudi duh prek tega vodi na tak način, da on se tega sploh ne zaveda.